V državnem zboru se je dopoldne začela ustanovna seja. Vodijo najstarejši poslanec Srečko Meh iz Socialnih demokratov, poslance, od katerih je več kot polovica začela svoj prvi poslanski mandat, pa je pozdravil predsednik države Danilo Türk. V svojem govoru je povedal, da naj državni zbor postane mesto strpnega dialoga, odgovornih pogajanj in premišljenih odločitev. Novo izvoljenim poslancem je dejal, naj ravnajo državotvorno in opustijo osebne ambicije ter boj za prestiž. Sicer pa bodo poslanci danes izvolili tudi novega predsednika državnega zbora. Izbirajo med Borutom Pahorjem, ki je to funkcijo že opravljal, ter kandidatko Pozitivne Slovenije Mašo Kociper. Janković Pahorjeve kandidature ne podpira. Matjaž Kovačič je na torkovi seji nadzornega sveta Mercatorja nepreklicno odstopil z funkcije člana nadzornega sveta družbe. Kovačič je pred dnevi odstopil tudi z mesta prvega moža nove KBM, ki jo je zastopal med nadzorniki Mercatorja. Kot je znano, sta včeraj nadzorna sveta Pivovarne Laško in Nove Ljubljanske banke preložila odločitev o predaji delnic Mercatorja. Sinoči pa je nepreklicno odstopil še predsednik uprave Nove Ljubljanske banke Božo Jašović, ki bo razloge za odstop pojasnil pozno popoldne. V Mercatorju izjav ne dajejo, Agencija za trg vrednostnih papirjev pa je začela postopek ugotavljanja tržne manipulacije v zvezi z namero za prevzem Pivovarne Laško. Dogajanje zaradi sumov storitve kaznivih dejanj spremljata tudi policija in Komisija za preprečevanje korupcije. Danes se izteče rok za zbiranje podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Pobudniki referenduma potrebujejo za njegov razpis 40 tisoč podpisov. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije pa jih je do ponedeljka zbral le 22 tisoč 582. Razlog za premalo potrebnih podpisov v invalidskih organizacijah vidijo v predvolilni kampanji za predčasne državnozborske volitve in priprave na praznike. Priznavajo pa tudi, da so invalidi tudi nekoliko manj aktivni oziroma počasnejši pri organizaciji tovrstnih aktivnosti. Včeraj se je sestal nadzorni svet Pošte. Seznanili so se s poslovanjem družbe v prvih 10 mesecih tega leta. Pošta je v tem času poslovala pozitivno, pred obdavčitvijo beležijo dobrih 6,2 milijona evrov dobička. Sprejeli so poslovne načrte za prihodnje leto, zaradi dobrega poslovanja pa bodo zaposlenim izplačali tudi božičnico. Zveza prijateljev mladine in Društvo prijateljev mladine Maribor pa v predprazničnih dneh stojnico v novem Mercatorjevem nakupovalnem središču na Taboru poziva k solidarnosti in dobrodelnosti. Za različna darila, od knjig, različnih igračk do modnih dodatkov, zanimivih skodelic in drugih potrebščin, lahko poklonite poljubno vsoto denarja, ki gre v humanitarne namene. Vsako leto na tak način v 3 tednih zberejo med 700 in 1200 evri. 23. imamo zadnji dan, tako da mislim do takrat, če nam bojo še kaj prinesli, da se nabere teh prostovoljnih prispevkov, ker to so stvari z druge roke, mislim, da bomo kar spraznili naš štand. Kam potem ta denar namenite? Ta denar gre pa za otroke, ki so bolj socialno ogroženi, zdravstveno, iz teh družin, ki so ostali starši brez sredstev in tako naprej. Jutri bo delno jasno z mirno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo v vzhodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V soboto bo povsod pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo ali rahlo snežilo. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Poštar Pavli je tudi letos nosil polne vreče otroških pisem k božičku. Ptujski srednješolci se ta teden učijo drugače kot sicer. Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška je pravljico Janko in Metka postavila na gledališke odre. Bodite z nami ob 18.